Lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Današnjo predavanje bo posvečeno tribologiji ali trenju, ki je seveda pomembna dejavnost oziroma pomembna disciplina v strojništvu, življenjskega pomena, pa tudi v biologiji. No, par besed o profesorju, moram si napisati, ker to zaslutimo oziroma to dejavanje. Bil je prorektor v času 1997 do 2001, ustanovitelj laboratorija za tribologijo in tudi centra za tribologijo, soustanovitelj inženirske akademije, potem njegova dela 13 patentov ima, potem objavil je številne strokovne članke oziroma znanstvene članke v različni mednarodni literaturi, tako da ima 4700 citatov teh njegovih del. Potem ima 210 objavljenih predavanj na različnih mednarodnih srečanjih. No, za te vrhunske rezultate njegovega raziskovalnega dela je dobil številne nagrade, nekaj bi jih omenil. Leta 2002 je dobil Zoisovo nagrado, leta 2000 in 2006 nagrado Ameriškega združenja strojnih inženirjev in priznanje Fellow za posebne dosežke v tribologiji. Od Univerze v Ljubljani je dobil zlato plaketo leta 2007. Potem Zveza strojnih inženirjev Slovenije mu je leta 2016 podelila nagrado za življenjsko delo in letošnje leto po njegovi okrogli obletnici je dobil Puhovo nagrado za tribologijo. No, v javnosti se oglaša tudi z različnimi članki v dnevnem časopisju. Nekaj njegovih del tudi je tukaj prinesel s sabo, si potem lahko pogledate. Zdaj pa kar prosim profesorja. Hvala lepa za res prijetno predstavitev. Lep dober večer vsem skupaj. Me je posebna čast, da sem bil povabljen, da pripravim tole predavanje. Seveda, verjetno tribologija ni tako znana veda v javnosti, da bi lahko že vnaprej vedeli pravzaprav kako in kaj, vendar je, kot je kolega Pavšič povedal, pomembna iz več zornih kotov. Jaz se bom najprej dotaknil razvoja tribologije v Sloveniji. Namreč to je zelo indikativno, kako se je pravzaprav ta veda razvijala. Pred drugo svetovno vojno so bile po Sloveniji različne skupine, ki so predstavljale tuje naftne družbe. V bistvu so bili prodajalci, ampak istočasno svetovalci, kako in kje uporabiti kakšno mazilo. V Sloveniji tega nismo imeli takrat, tudi tega znanja ni bilo, in zato so te skupine pravzaprav delovale uspešno in seveda tudi bile dobrodošle. Po vojni, leta 1946, je profesor Struna, ki je bil tudi dvakrat rektor Ljubljanske univerze, na FS, na Fakulteti za strojništvo, v redni študij vpeljal izbirni predmet mazila. Napisal je pa tudi več priročnikov, knjigo Mazanje strojev, priročnik za mazanje motornih vozil, hidrodinamičnih menjalnikov, ležajev in pa mazanje dvotaktnih motorjev. To so bili prvi zapisi pravzaprav na tem področju in ti zapisi so bili izrednega pomena takrat, ker pravzaprav v industriji ljudje tega niso poznali in tudi niso vedeli, pa tudi imeli so hkrati malo strahu. Pa če se boste dobro spomnili,
ko je vlak prišel na železniško postajo v Ljubljano, je en zmazalko letel gor pa dol, en je tolkel pa po obročih, da je videl, če so obroči počeni. To je bila diagnostika obročev, danes je ta diagnostika na drugačnem nivoju. Po ustanovitvi slovenskega podjetja Petrol 53. leta je profesor Struna vse te službe združil v eno službo. In ta služba je delovala pri Petrolu in vodil jo je tudi profesor Struna. Zato smelo štejemo profesor Struno za začetnika razvoja tribologije na Slovenskem. Predmet mazanja strojev se je preimenoval v tribologijo leta 1974 na predlog profesor Klebanje, ki je podedoval ta predmet od profesor Strune, ki je leta 1971 umrl. Vendar poudarek pri tem tudi pri imenovanju je bil še vedno samo na mazivih. In tudi predmet ni bil stacioniran v rednem študiju in ni bil stacioniran na podiplomskem študiju. Zakaj leta 70 preimenovanje? Namreč leta 68 je profesor Jost v Angliji napisal eno analizo, ki je pravzaprav pokazala pomen tribologije v gospodarstvu in on je tudi takrat predlagal ta ime, tribologija. In kot vidite, samo 2 leti je bilo potrebno, da smo v Sloveniji sprejeli ta ime. Leta 1988 sem po 2 mandatih na Zavodu za raziskavo materialov in konštrukcij ponovno na povabilo se zaposlil na fakulteti za strojništvo in prevzel predavanja tribologija in mehanski pogoni. Najprej sem oba predmeta renoviral, postavil sem jih pravzaprav na nivo kompletnega obsega tribologije, to se pravi trenje, obraba, mazanja, tehnologija mazanja, in pa ustanovil laboratorij za tehnično diagnostiko. No, ta laboratorij je imel eno čudno zgodovino, namreč jaz sem takrat prišel iz RMK-ja, poznal sem ogromno ljudi po slovenski industriji in zato tudi dobil veliko denarja za opremo tega laboratorija. Vendar, ko je ta oprema prišla, seveda te opreme nismo kam imeli dati. In je bil potrebno malo s prepiri, da smo adaptirali neke prostore, vendar preizkušanje na tem področju je zelo glasno. In ker smo mi zavrteli te mašine, se je slišali po celi hiši in so rekli, ja, zdaj moraš pa ven. Te to pa obstaviš ali pa moraš to. Zato sem jaz potem to predstavil leta 1999 na Papirni inštitut v najemne prostore in ga preoblikoval v Center za tribologijo in tehnično diagnostiko. Namreč takrat sem že tudi dodatno vpeljal na fakulteti za strojništvo tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju poleg tribologije in mehanskih pogonov tudi tehnično diagnostiko. To je bila prvič takrat predavana in center seveda se je zaradi tega, ker smo tam imeli ogromno prostora, zelo hitro razširil, dobili smo veliko evropskih projektov, ker smo imeli tudi dobro opremo in tako se je pravzaprav ta center začel povezovati z univerzami in inštituti doma in seveda tudi po svetu. Vendar, to je bil ta začetek stroke. Na drugi strani pa je slovenska industrija izkazala potrebo po tem, da bi se ustanovilo tako zvano slovensko društvo za tribologijo. In kot vidite, 200 strokovnjakov iz Slovenije se je vpisalo na to društvo, takoj, ko smo ga ustanovili. In seveda postali smo tudi član mednarodnih društev za tribologijo seveda. Leta 1986 je bila v Ljubljani organizirana prva mednarodna konferenca z naslovom Tribologija v praksi. Udeležilo se je 250 strokovnjakov iz 8 držav in ta začetek, to je ta
poročilo. Ta začetek se pravzaprav danes nadaljuje v tako zvanem slow trip konferencah in do danes je bilo organiziranih že 21 teh konferenc. Vsake 3 leti je bila pač ena ta konferenca in tudi objavljen zbornik vsake 3 leti. Moram reči, da te konference so bile izredno obiskane in so še danes redno obiskane. Vsaj od 150 do 200 ljudi pride iz Slovenije na te slovenske konference. Leta 2007 sem kot pobudnik predlagal avstrijskemu društvu, italijanskemu društvu in švicarskemu društvu, da bi ustanovili tako zvani ekotrip. To je po vzoru skandinavskih držav Nordtrip. In ta ekotrip, pravzaprav prvo konferenco smo mi organizirali tle v Ljubljani, 200 udeležencev iz 20 držav je bilo in od takrat se ta konferenca tudi prijela in se organizirano pripravlja vsake 4 leta. Vsake 4 leta pripravi to konferenco ena od teh držav, Slovenija, Švica ali pa Avstrija ali pa Italija. Društvo je za promoviranje tribologije v praksi pripravilo in izvajalo program dopolnilnega izobraževanja in pripravilo tudi slovenski standard z področja izrazoslovja. To so zdaj te knjižice, ki so pravzaprav odigrale izredno veliko vlogo v praksi, zaradi tega, ker so poenotile terminologijo. Do takrat je bilo, pač vsak je uporabljal te terminološke izraze po svoje, ta knjižica je pa pravzaprav to poenotila in je danes pravzaprav ne uporabljajo več toliko, ampak je pa odigrala pač svojo vlogo takrat. No, to je kratka zgodovina razvoja tribologije. Kaj je tribologija in s čim se ukvarja, kakšen je njen pomen? Tribologija beseda je izpeljanka iz grške besede tribos, kar pomeni trenje. In to je prvi pravzaprav tale profesor Jost v Angliji objavil in smo pravzaprav potem vsi po njemu to prevzeli. Je interdisciplinarna veda, kot vidite spodaj, ker za reševanje problemov uporablja strojniška znanja, znanja materialov, kemije in fizike. Ukvarja pa se z inženirskimi površinami, predvsem mi ne delamo materijala, ampak površine obdelujemo, površine študiramo. Glede hrapovosti, oplemenitenja novih kontaktne površine. S trenjem različnih, kotalno, drsno, vrtajoče, obrabo, abrazijo, adhezijo, utrujanje in tako naprej, to bomo še videli te mehanizme, in z mazivi in tehnologijo mazanja, ter ohranjanjem okolja. Namreč tu je pa pravzaprav smo odigrali še v moji eri kar neko vlogo glede tega. Zmanjšali smo procent aditivov, ki povzročajo raka in pa pravzaprav, ki so strupeni. S tem, da smo razvili bioolja in pa zmanjšali procent aditivov v nekaterih mazivih, zato ker ni bilo tak procent potreben. Namreč vi morate vedeti, da je to naftna industrija, ki zelo pritiska na porabo, ker prodaja in ni odveč dati 15% aditivov namesto 10%, ker je pač denar odzadaj. Mi smo pa te stvari v Sloveniji s slovenskimi firmami, kot je Mapetrol bil, pa Olma zdaj, te stvari zreducirali. In kar je zelo pomembno, tribologija se ukvarja s prenosom znanja, s direktnim prenosom znanja v industrijo, zaradi zmanjšanja izgub, ki nastanejo zaradi zastojev in pa prevelike porabe energije. Ne vem, če to poznate, ampak recimo, če se pokvari en elektromotor pa en velik ležaj na valjarniški progi železarni Jesenice, je vsaki dan 1,5 milijona evrov škode. To je ta podatek, zato je pač ta znanje toliko bolj potrebno.
Kaj proučuje tribologija? Mehanska, fizikalna in kemična dogajanja v mikro- in nanotribološkem kontaktu. Bomo pogledali, kaj so ti tribološki kontakti kasneje. Fizikalne in kemijske pojave v tekočinah, predvsem v olju in vodi. Namreč to moram povedati, na strojni fakulteti smo prvi uporabili vodo v hidravliki. In je zanimivo, da danes že nekatere hidravlične naprave delajo z vodo, ne več z oljem. Kar je edino problem pri vodi je, da nas sme preseči 80 stopinj. Zavret nas sme. To je edini problem, ampak drugače, ta voda je kar uporabna pri nekaterih hidravličnih sistemih. Pomen tribologije bi pa mogoče za splošno razumevanje ponazoril s pomanjkanjem maziva v človeških sklepih. Ko ni maziva, v sklepu se pojavi drgnjenje kost ob kost, trenje, obraba, sklep se greje in boli. Kirurg ga mora zamenjati in človek se mora rehabilitirati. Podobno je na strojih. Ležaj zariba zaradi pomanjkanja maziva ali pa slabega maziva. Stroj se ustavi, pač ne zna govoriti, da bi povedal, da ga boli, in vzdrževalec mora ležaj zamenjati in stroj ponovno deluje. To je najlepša, po mojem mišljenju, prispodoba, kaj tribologija to je. Poglejmo si nekaj besed: inženirska kontaktna površina, tribološki kontakt, interakcija med inženirsko površino in okolico. Inženirska površina je definirana s topografijo površine. Ta je lahko valovita, pa ravna, lahko je valovita pa hrapava, lahko je ravna in hrapava, torej več oblik. Vprašanje je, kako to pravzaprav obdelamo, na stroju. In pa s profilom površine. No, profil površine definira pravzaprav stopnjo obdelave. S profilom mi definiramo, ali je ta stopnja 5. stopnje, 10. stopnje, ne vem, koliko poznate. Mi imamo 10 stopenj obdelave, od 1 do 12. In s tem profilom mi definiramo, v kateri stopni obdelave je neka površina. Vendar, to je geometrijska površina, A krat B. Ta, ko vi date dve površine skupaj, se nikoli ne dotikata na A krat B, ampak se dotikata na posameznih točkah. Na posameznih točkah, in mi ne strmimo za tem, da bi bilo teh točk veliko. Ker je boljše, če jih ni, da olje med njimi ali pa voda med njimi kroži in hladi kontakt. Seveda, to so kontakti, ki so reda velikosti lahko nanometra, lahko mikrometra, lahko tudi milimetra. Razen pri obdelovalnih strojih za ta vodila, takrat se pa retuširajo ta vodila tako, da je pravzaprav površina v kontaktu na geometrijski površini. To pa zaradi tega, da obdelovalni stroj, ko deluje, nima zračnosti, in nima zaradi tega pač dela boljša, bolj natančna. Drugače pa, kot te kontaktne površine se nikoli ne retuširajo za navadno uporabo. Pri drsnih ležajih pa tesnilih mi smo še celo ustvarjali te hribčke. In ti hribčki so definirani s tistim profilom površine, vidite, ko je dvignjeno gor, tak hribček, in na tem hribčku pravzaprav pride drug kontakt in se to pač objavljata. Temu rečemo mi kontaktna površina in to kontaktno površino mi proučujemo. Inženirska površina ima posebno strukturo in ogromno pravzaprav diskusije je bilo tudi s prakso, kako obdelovati, da ne bi do teh deformacij, o katerih bomo zdaj govorili, prišlo na površini. Vidite, prvo se na površini absorbirajo nečistoče. Nečistoča je vedno prah, olje, vse sorte. Ampak ta je tanka. Ta površina se pol z neko krpo lahko pobriše in je brezproblematična.
Drugi je pa oksidni sloj, ki je v bistvu razbita struktura ali celo amorfna struktura. Ko mi obdelujemo, se pojavi na konici noža temperatura, zelo visoka temperatura, ki pravzaprav strukturo popolnoma, v bistvu struktura zgori, a ne, postane amorfna. Ta površina je v bistvu potem, ko jo razbije, pride zrak zraven in oksidira. Mi dostikrat strmimo za tem, da je ta oksidni sloj prisoten, vendar zelo, zelo tanek, čim tanjši. Potem je ta tretja površina, je pa močno deformiran sloj, ki nastane, če tisti, ki obdelujejo površine, ne poznajo obdelovalnega procesa dovolj natančno. In dajo velik pomik, veliko hitrost in se ta površina močno deformira in pravzaprav ta ni spremenjena strukturno, je pa deformirana. Nima več tiste strukturne oblike, kot je v prvotni obliki. In potem pride deformiran sloj, ki pa ji pravimo tudi Biljeva plast, ki ima precej drugačno mehanske lastnosti kot osnovni material in je posledica vsiljene deformacije. Ko mi obdelujemo, ti pritiski, to vsiljeno deformacijo in pot pride šele osnovni material. Vidite, te zgornje površine so ključnega pomena za življenjsko dobo kjerkoli strojnega elementa. In tisti, ki zna dobro obdelovati, na te površine vodi računa, posebno danes na modernih strojih je to lažje, včasih, ko smo stružili na roke, si pač dal pomik, včasih tudi zato, da si hitrej končal, in so pač te površine nastane. In tako pridemo do tribološkega kontakta. Vidite, ta tribološki kontakt je pravzaprav kontakt dveh površin na konički. In ta kontakt je lahko, kot sem prej rekel, mikron, nano velikosti ali pa malokrat milimeter. Malokrat. Vendar v ta kontakt prihaja noter mazivo, v ta kontakt prihajajo noter obremenitve in je zanimivo, da recimo par kontaktov, recimo si predstavljate kotalni ležaj, ki nosi recimo, rečva, 1000 kil in na teh majhnih kontaktih, mogoče na teh kontaktih se teh 1000 kilogramov prenese. Se prenese preko tega kontakta. In seveda zaradi tega, ker se prenese na tako majhnih površinah, je tista tehnična površina, kot smo jo prej rekli, tisti sloji, so tako pomembni. Ker če so ti sloji pač amorfni, se ti sloji med pritiskom zdrobijo in seveda ta kontakt odpove. No, ampak tudi v tem kontaktu se pravzaprav prihaja noter mazivo, ga maže in istočasno hladi in seveda strmimo za temu, da je vedno v tem kontaktu vmes mazivo. Seveda mazivo ni debeline, to je debeline dveh molekul. Molekula na zgornjem kontaktu in zgornji površini in molekula na spodnji površini. To je dvojna molekula, ki se lahko stisne. To so zelo tanki filmi, ki pa seveda, ker se to stisne, v bistvu takole, ne pride do mehanskega kontakta, ampak je vedno mazivo vmes. To je ta tribološki kontakt. No, interakcije med inženirsko površino in okolico so zelo različne. Najprej imamo rekonstrukcija površine. Običajno rekonstrukcijo površine mi sami delamo. To se pravi, ali jo prevlečemo z neko prevleko ali pa kakorkoli. To se pravzaprav naredi. Pod B je segregacija. Ta segregacija nastane samo v primeru, če bi prišlo do zelo velikih temperatur. Da bi molekule prodirale med strukturo in ustvarjale nov material. Potem imamo tretja pod C,
absorpcija, to so tako zvane van der Waalsove sile, ki se najbolj opazijo, če imate dve površini gladki, ne, če jih daš tako, se nič ne prime. Ne. Če pa strižno narediš, iztisneš ven zrak in se te van der Waalsove sile pojavijo in pravzaprav tega ne moreš več odlepiti. Zato pri teh ležajih, recimo pri motorjih tudi in tako naprej, ko se ležaj ustavi, ne, v bistvu pride do stika. Ampak ta stik se tako ne more odmakniti, ampak se odmakne samo, če je strižna napetost. Ne. To se pravi, mora delovati strižna sila, da jih premakne. Seveda, če nastane temperatura nadkritična, to se pravi, takrat se te van der Waalsove sile pravzaprav razbijajo in jih ni. Potem imamo pa tako zvano kemiabsorpcijo. Kemiabsorpcija, to je pa to, kjer se pa pravzaprav te molekule absorbirajo na samo površino. Se absorbirajo in ta kemiabsorpcija je v bistvu proces maziva, ko se polije po površini ali pa oblije površino, da pravzaprav te molekule na površini se prerazporedijo. Večino so to molekule aditivov, niso molekule baznega olja, aditivov, ki pravzaprav ščitijo površino proti kontaktu, mehanskemu kontaktu. No, še ena interakcija je fizikalna. Dve površini pod obremenitvijo se stisneta, to se pravi, pride do adhezijskega spoja. Adhezijski spoj je znan tudi pri kovačih. Kovači so delali včasih vse za adhezijo. Toliko časa so tolkali, da so se dve površine adhezijsko spojile. In to je držalo, recimo. To so še celo pernice tako delali. To je zaradi deformacije pride pravzaprav do prepletanja te strukture in ta adhezija pravzaprav nastane. Mi si ne želimo adhezije, ker adhezija pomeni, da pravzaprav se nekaj zlima in moraš tu trgati. Mi si tudi deformacija ne želimo. Tudi deformacija je za nas slaba. Če pogledamo pod B, ko pride zrak zraven, pride poleg adhezije in deformacije še do tribokemijske reakcije. To se pravi ali van der Waalsove sile ali pa tribokemijske reakcije. No in če pride olje, seveda tam si pa želimo, da ni deformacija, ampak da nastane absorpcija. Da nastane pa absorpcija, seveda je potrebno površino pravilno pripraviti, vedeti, kakšna je ta površina in zato dati ustrezno olje z ustreznimi aditivi. No in to je bilo tisto, kar so pravzaprav tujci pred vojno pravzaprav v Sloveniji vedeli in nam svetovali. Danes to pač tudi mi vemo. Kaj je trenje izguba zaradi trenja tehnologija za zmanjšanje trenja? Kaj je trenje? Trenje je v bistvu naravni pojav, ki spremlja človeštvo že od kamene dobe. Ko smo prvič zvrtali luknjo v kamen, naredili kotalni ležaj tudi iz kamna in tako naprej. Trenje je v bistvu sila. Sila, ki se upira po premikanju. In to trenje se običajno prestavlja vse v toploto. Toploto in to je čista izguba. Zato je pravzaprav potrebno, da je to trenje čim manjše. To je v bistvu izguba energije, kot bomo kasneje videli. Sila nasprotuje gibanju skozi, tudi če telo se giblje skozi tekočino, temu sicer pravimo upor, ampak se na površini tega telesa ravno tako pojavijo te sile, trenja, ki seveda to telo strmijo, da ne bi šlo naprej, recimo ladja, ko pluje. Vodo odmika, ampak v bistvu na teh bokih se pojavlja trenje med vodo in ladjo, med površino ladja. In obratno, če ladja stoji, pa reka teče, imamo podoben uporni sistem.
Od česa zavisi koeficient trenja? Glejte, zavisi od realne kontaktne površine in trenutnih pogojev, ki vladajo. Recimo, gladka ali hrapava podlaga. Tisti, ki vozimo avto, vemo, kaj je preleteti hitro na led. Takrat se najbolj vidi, pravzaprav, kako je streljen. Običajno pri kleparju se tudi pozna to. Ali je voda na površini, ali je blato, ali je led, ali je prah. Najbolj in danes tudi največ preizkusov se dela pa v vakuumu. Zdaj, kako vse merje, ko pravzaprav grejo v te visoke vakuumska področja, tam je lahko koeficient trenja tudi do 10 do 100 krat drugačen, kot je doma, oziroma na zemlji. Zato se te v vakuumu izredno veliko preizkuša. Vendar iz univerzalnega modela za izračun koeficienta trenja ni. Treba je preizkuse delati, določitev koeficienta, preizkus na enakih materialih, z enakimi lastnostmi površin in delovnimi pogoji, kot naj bi se uporabljali v različnih aplikacij. Zato je pri tribologiji toliko preizkusov. Ker za vsak pravzaprav nov element, ki ga snuješ ga z novimi materiali, če hočeš dobiti pravi koeficient trenja, je treba te preizkuse prej narediti, da pravzaprav veš, s kakšnim koeficientom boš potem naprej računal in s kakšnim koeficientom bo ta zadeva delovala. Vendar trenje ni samo škoda. Trenje je tudi pri nekaterih mehanskih sistemih nujno potrebno. Naprimer, avtomobilske gume na cesti. Trenje mora biti, če ne, bi pravzaprav ne bi ustavljali avtomobila. To so avtomobilske zavore. Sklopke, tudi pri hojah. Če ne bilo trenja, mi hoditi ne bi mogli. Bi se pravzaprav bolj drsala. To je koristno. Obstojajo pa mehanski sistemi, kot so recimo človeški sklepi, razni turbine in tako naprej, avtomobili tudi, kjer povečanje trenja poviša kontaktno temperaturo in s tem spremembo strukture materialov v kontaktu. Lahko vam povem, jaz sem delal za NASA preizkuse. Ko avion pristaja, se kotalni ležaji v motorju nihajo. Ne zaradi vrtenja, ampak zaradi tega, ker je ta upor, nihajo z 250 Hz na amplitudi 5 mikronov. In takrat olje, zaradi tega nihanja, olje ne deluje. In prihaja do tako zvanega fretting kontakta. Fretting kontakt, to je pri tem nihanju. In v tem fretting kontaktu smo mi takrat dokazali, da se razvija temperatura tudi do 1700 stopinj. Kar pomeni, da pravzaprav spremeni strukturo površine. Zato se ti kotalni ležaji pri avionih, pa pri teh ključnih sistemih, morajo menjati na določeno obdobje. Recimo 1000 ur, ne vem, 1500 ur in tako naprej. Prav zaradi teh fretting kontaktov, oziroma zaradi teh spremembe te strukture v samih kontaktih. In ko se dviga avion, sicer so amplitude malo večje, vendar frekvence so pa približno enake. To je ta seveda ekonomska posledica takih izrabljenih delov je seveda strošek oziroma zastoj. Glejte, primer izgube zaradi trenja v motorju z notranjim izgorevanjem. Če 100% moč, ki jo dobimo v cilindru, ko izgori gorivo, se termična izguba energije v vrednosti 33% gre skozi auspuh. 33% se izgubi. 29% se pa izgubi zaradi hladilne tekočine. Hladilna tekočina hladi motor in porabi tako energijo. Poleg, to se pravi, termičnih izgub je v motorju z notranjim izgorevanjem približno 62%. Tu
lahko naredimo recimo to, kar dela naš zaospuhe dol, ne. Pravzaprav je ta problem, ne, da ne pusti, da bi šlo skozi zaospuh taka velika količina. A ne. To so te, ne, in ravno tako je tudi pri motorjih zdaj, ne, so različni auspuhi, ki preprečujejo, da bi te toplotne izgube šle ven. Poleg termičnih izgub se vložena moč izgubi zaradi trenja. 11,5% približno v motorju in 5% v transmisiji. To se pravi menjalnik, pa tisti globi, kar pač zraven gre. To se pravi, skupna izguba moči je 78%. Samo 21% se porabi za pogon. In sicer pri pogonu 11% v obliki upora na kolesih, 5% za zaviranje in 5% za zračni upor. Vidite, ti podatki so že, bi rekel, malo starejši. Jaz sem prej iskal nove podatke. Vendar ti podatki kažejo, da pravzaprav električni avtomobili niso tako ugodni, kot si mislimo. Če bi mi v teh motorjih zmanjšali trenje, zmanjšali porabo energije, bi lahko pravzaprav za bistveno manjšo škodo za okolje, kot jo naredijo električni avtomobili. Kar mi moramo vedeti, električni avto zdaj res preklopimo na 220 voltov, ampak mi moramo vedeti, da moramo elektriko nekje dobiti v centralah, takšnih in drugačnih. To se pravi, jo moramo nekam pripeljati. Da ne govorim o tem, kam bomo šli z baterijami. Tisto, kar je pravzaprav isti problem nukleark. Kam z odpadnim gorivom, tle bojo problem odpadnih tehle. Pa tudi motori sami, bateriji in tako naprej, tudi ti niso čist brez izgub. To se pravi, to je ena tako razmišljanje, ki pravzaprav lahko spremeni. Vidite, in zmanjšanje trenja. Imamo danes, tako daleč smo prišli, da pravzaprav znamo narediti površino z near friction carbon, ki ima 10⁻³ koeficient trenja. To se pravi, če vi poganjate skozi 100 kW, imate 0,1 koeficient 0,1, je to izgube približno 100 kW. Če je pa koeficient trenja 0,01, to se pravi 10⁻³, je pa ta izguba 100-krat manjša. To se pravi, danes znamo narediti površine, ki pravzaprav imajo skoraj zanemarljiv koeficient trenja. In s tem so seveda tudi vse termične izgube in vse tisto, kar je povezano, pač to zmanjšuje. In to je razvoj maziv prišel do tega in pa razvoj teh prevlek od teflona, molibdenega sulfita, DLC-ja in tako naprej, ki pravzaprav na atomskem področju zmanjšajo to trenje, bi skoraj rekel, na zelo majhno vrednost, oziroma za nas tehnike skoraj bi rekel zanemarljivo vrednost. Obraba. In kakšno je, kako zmanjšamo to? Kaj je obraba? To je v bistvu progresivna poškodba kontaktnih površin, ki vključuje izgubo materiala. Zaradi obrabe se element tolerance zgubi in zaradi tega, ker tolerance zgubi, pravzaprav odpove, ali se zlomi, ali zariba, ali kakorkoli. Večina tehnoloških kontaktov je mazanih prav zaradi znižanja koeficienta trenja in z njim povezane obrabe. Če je velik koeficient trenja, je seveda večja možnost, da bo prišlo do obrabe, kot pa če je manjši koeficient trenja. Obrabo delimo na zelo primitiven način. Blaga pa velika obraba. Blaga obraba pomeni, da so delci, ki nastanejo pri obrabi, približno reda velikosti 100 nanometrov. Seveda, ti delci niso vsi enaki, ne po obliki, ne po velikosti, ne po morfologiji in tako naprej, ampak reda velikosti so ti. Pri veliki obrabi
pa pravzaprav obrabni delci nastanejo, so pa 10 do 100 mikrometra. To se pravi, so že kar veliki delci. No in na osnovi teh podatkov smo mi razvili diagnostiko, ki jo danes pravzaprav skoraj vsaka fabrika v Sloveniji uporablja. Analizirajo olje, delce v olju in natančno vidijo, glede na material, ki pride na teh delcih, kakšna je morfologija tega, natančno vidijo, kateri element se obrablja in kako močna je ta obraba. To je ta diagnostični sistem, ki je pa avtomatski. Danes ta sicer ne uporabljajo, večina naših fabrik analizira ta olja, vsako toliko časa analizirajo in pol vidijo, kako je to. In tudi jim tu pove, kdaj morajo zamenjati olje. Ker ko se obraba poveča, seveda takrat pomeni, da je olje že strošeno in ga je treba zamenjati. Ampak mi smo razvili to avtomatsko, to se pravi, da to diagnostiko spremlja med delovanjem. Danes imajo vsa letala, vsi helikopteri, vsi pravzaprav veliki sistemi imajo to diagnostiko že pravzaprav vgrajeno. Ja, mehanizmi obrabe so, kot vidite, izredno veliki. Utrujanje, to je en pojav, ki se material utrudi in odpove. Adhezija smo prej rekli, to se zlima, abrazija porazi, en delček, ki se odtrga, razi po površini. Erozija je znana tudi v naravi. Kavitacija je predvsem pomembna za turbine, voda, kavitacijo, pa tudi kamen na rekah, oksidacija, če prihaja do prevelikega zraka, korozija, to je svetovni problem in pa seveda tribokemija. Ampak ti so slabše, manj nevarni za sam uporabo. Vidite, tudi obvladanje obrabe se danes že pojavljajo različne površine, nanosi na nivoju atoma, to se pravi, tako kot smo imeli tam pri trenju, potem je fizikalno nanašanje, PVD, ki dela pri zelo nizkih temperaturah in s tem ne spremeni, ne deformira samih toleranc, potem je kemijsko nanašanje, ki pa dela pri malo večjih temperaturah od 600 do 1000 stopinj. To je recimo debelina lasu. In tle so debeline prevlek. Vidite, s tem nano dosežemo prevleko 0,1 mikrona do približno 0,8-0,9 mikrona debelo plast. Potem s fizikalnim nanašanjem od 1 mikrona pa tja do 10, ravno tako s kemijskim, medtem ko imamo pol tehnično napraševanje pa navajanje, kjer pa seveda so te debeline večje, je pa to seveda tudi vse cenejše. Tako da se to tudi danes uporablja. In vidite, da pravzaprav iz te krivulje, ki je se ta krivulja zdaj znižuje in prihajamo pravzaprav do zmanjševanja obrabe na podlagi razvoja novih prevlek. In te prevleke seveda je treba pač pretestirati v laboratoriju preko, kar se jih pač uporablja. Maziva. Glejte, maziva ločimo po agregatnem stanju, med tekoča maziva, emulzije, suspenzije, poltekoča maziva, to je tekoča mast v bistvu, pa trda maziva, kot so grafit, molibdenov sulfit in tako naprej. Vsaka ima seveda svoj rang uporabe. Olja ločimo pa na bazna, mineralna in pa sintetična. Osnovni sestavini mazalnega olja so bazno olje plus paket aditivov. In bazno olje nam skrbi predvsem za fizikalne lastnosti formuliranega maziva. Kaj to pomeni? Glejte, bistvo tega je, kako hitro olje pokrije površino, z viskov, to je definicija viskov, kako hitro pokrije površino, da ne bi slučajno ta površina bila suha.
Zato je včasih, ko so ljudje zjutraj, ko so vstali, napenjali motor, ne, do polnega gasa, ne, to je bila najbolj škodljiva zgodba, ne, za same ležaje. Pravzaprav so drzali na suho, ne. Ni imelo čas, olje ni imelo časa priti v kontakt. Ne. Aditivi so pa anti-wear aditivi, to se pravi protiobrambni aditivi in pa extra pressure aditivi. To so v bistvu kemijski elementi, ne, ki so eni bolj, eni manj strupeni. Posebno extra pressure aditivi so zelo čudni, ker je pa res, ne, da recimo v naših diferencialnih menjalnikih in tako naprej so povsod extra pressure aditivi, ker so veliki tlaki na majhnih površinah in tam lahko zdržijo samo extra pressure aditivi, da ne bi prišlo do kontakta. Ne. Pač to je. Zato so ta olja posebej zbirajo in posebej stacionirajo, na poseben način tudi hranijo potem, ko jih obrabimo. To se pravi, mazalno olje je definirano za vsak element posebej. To se pravi, ne moreš kar tako uporabljati olja. Ne. Vam bom povedal primer. Ne. Mi smo razvili tako zvano bioolje pa biobencin. In ko so to bioolje seveda uporabili, so kar naenkrat ugotovili, da je blazna obraba. Logično. Ker materijali, v katere so zlili to noter, niso bili prilagojeni za biološko olje. Ravno tako smo imeli recimo na Renaultih, drugih avtomobilih, ne biobencin, ki ga je Petrol delal takrat, potem proizvajal, pa so ukinili vse skupaj, ker so se malo zbali škod. Na Renaultih je pač prihajal na črpalkah in pa v vatih do pravzaprav velike obrabe. Ampak zato, ker je imel Renault tako slabe materijale. Slaba materijale, slaba obdelava in potem to bioolje ni bilo kos tem problemom, ki so se tam pojavili. Zato je Petrol pol takrat ukinil vse skupaj in ni več porabljal, čeprav bioolja danes za žage, za te zadeve se pravzaprav uporabljajo in ni nobenih težav. Pa tudi danes, če greste kupiti tu na žago za žagat, vam bojo dali bioolje, tudi tujci. To vedno dajo bioolje, ker je, ne boste verjeli, v Sloveniji se to pojavi čez 100 ton olja. Spustimo v gozdovih, požarjamo. To je podatek, in teh 100 tisoč ton olja gre v zemljo. To je, tako da ni to tako zanemarljiv podatek, oziroma problem. Torej, bazno olje določa fizikalne lastnosti, to je ta viskoznost, da se razlije po površini čim hitreje. In kaj je viskoznost? Recimo, voda je bolj viskozna od medu. Med slabše teče kot voda. To je približno ta razlika. To je ta kinematična viskoznost. Ravno tako tudi to se pravi, kinematična viskoznost merimo v milimetrih kvadrat na sekundo. To se pravi, koliko kvadratnih milimetrov v sekundi olje pokrije. In to je zelo bistveno za pravzaprav to, da ne prihaja do tega. Pri konsistenci, pri masti je pa drugače, tam je pa odvisno, v bistvu je spet bazno olje, ni drugo, ki dajemo zgoščevalc, tako kot če bi kuhali polento. Dodajamo mogo, da rata zmeraj bolj gosto. Ne sme biti pregosto, ne sme biti preredko, ampak količina zgoščevalca nam določa pravzaprav, kakšno mas naredimo. Ampak v bistvu je to mešanje polente. No in te stopne različne konsistence, to se pravi različne stopne teh masti, so odvisne od tega, kakšen zgoščevalec damo noter, pa koliko ga damo. Rabimo mast, ki je zelo trdna, zelo gosta,
recimo na teh tračnicah, na hrib, ko grejo lokomotive, morajo še zdaj s penzlom mazati tirnice, zato da prije vlak gor, zato da povečajo trenje. To je ta. Ampak to mažejo z mastjo, v bistvu, s to konsistentno trdo mastjo. No, različna stanja mazanja. Dajte, tu imamo najprej mejno mazanje. To se pravi, vidite, tale oksidni sloj, pa tale oksidni sloj se v bistvu dotikata. To je meja, mejno mazanje in ti oksidi se dotikajo ne v vseh točkah, ampak v večini točk se ti oksidi dotikajo in zato pride do krušenja teh oksidov, do obrabnih delcev in zato to mejno mazanje pač ni zaželjeno. Potem imamo mešano mazanje, kjer pride do kontakta in pa do oljnega filma. In potem imamo pa elastohidrodinamično mazanje, kjer pravzaprav delujejo vsi zobniki, ležaji in tako naprej. Elastohidrodinamično mazanje, kjer se pravzaprav ustvari oljni klin in ta oljni klin zajame olje, olje priteka v ta klin, se zgosti in razmakne oba dela. To je enostavna pač razlaga. Razmakne ta dva dela in ko gre mimo, gre to spet skupaj in spet klin na novo deluje. To je ta elastohidrodinamično mazanje, kjer pravzaprav ni kontakta. Tle je vedno olje vmes. Ekonomski učinki znanja iz področja tribulogije. Obstoja zdaj zadnja študija, ki je išla, mogoče manj kot leto dni, kjer pravzaprav so analizirali 4 glavne sektorje. Poraba energije transporta, proizvodno električne energije, stanovanjska poraba in iz te študije sledi, da 23% celotne svetovne porabe energije izvira iz triboloških stikov. 23%. Od tega 20% se porabi za premagovanje trenja in 3% se uporablja za vzdrževanje naprav zaradi obrabe. Tu zastoj niso upoštevani. To se pravi, več kot petina vse energije gre pravzaprav v nič. Za uporabo novih površin, materialov, tehnologije mazanja lahko bi potencialno zmanjšali izgube za 40% na dolgi rok, recimo v 15 letih, sistematičnega dela seveda, in pa 18% na kratki rok, približno 8 let. Seveda, če bi sistematično pristopili k sistemu. To je težko v industriji. To je zelo težko. Ker veste, v industriji je tako. Enkrat se mudi, enkrat je šef slabe volje, enkrat je to, enkrat je ono. Zmeraj je nek problem, ampak seveda, če hočeš to doseči, moraš narediti res natančen program in po tistem programu potem korakati. V svetovnem merilu bi prihranili na tem področju 1,4 bruto BDP-ja. Kar pomeni, da to ni zanemarljivo, je pa seveda bi bilo potrebno res pač to sistematično delati. Največji prihranki so v prometu, 25%. V proizvodnji električne energije 20%. In v proizvodnem in stanovanjskem sektorju 10%. A vidite, zdaj pravzaprav to, ko mi govorimo elektrika, elektriko imamo kar na 220, ne pa kar klopno. Vendar je zelo potapno. Tisti sistemi, ki so tam, porabijo ogromno energije za to, da sploh sami sebi zažuvijo. 20%, kar je promet, 25%, ta proizvodna pa 20%. To pomeni, da ni tako vse lepo pri električnih avtomobilih. Jaz nisem nasprotnik električnih avtomobilih, več od tega, ampak treba je gledati pravzaprav celovito sliko, ne samo to, da pritisneš na gumb, pa se odpelješ s tihimi avtomobilom.
To je ta gospodarsko-ekonomski vidik te tribologije. Mogoče za konec razvoj tribologije v prihodnje, kot ga jaz vidim. Razvoj površinskih prevlek z nizkim koeficientom trenja. To je pravzaprav cilj. In tudi, če gledamo zdaj te lunarne sisteme, ko jih pošiljajo gor, pravzaprav, ko mora biti vse lahko, vse vzdržljivo, vse tako naprej, brez tega pravzaprav sploh ne gre. Brez tega ne gre. Potem rekonevanje mehanizmov obrave in razvoj tehnične diagnostike. Namreč to se mi zdi eno ključnih zadev za zmanjšanje izgub v industriji. To je, kar sem naprej povedal, železarni, ampak tudi drugje. Morate vedeti, recimo, zdaj, ko so bile poplave, nekaj je ta kolega, ki dela te zobniške vence, ki je imel 3 mesece pa pol pravzaprav zaprto tovarno, ker ni mogel delati, ker mu so vsi stroje bili poplavljeni. Ampak ni problem v tem, da on ne dela 3 mesece pa pol. Problem je to, da on lahko zgubi kupca, da zgubi trg. Zdaj mu je šel recimo Volkswagen na roko, je ustavil tovarne, zato da ga je počakal. Ampak kolikrat se ti to zgodi v življenju? Verjetno se mu je to zgodilo izključno zato, ker je tako natančen in ima tako dobro kvaliteto. Da Volkswagen preprosto ni našel alternative. Da če bi jo pa našel, brez skrbi, da ni bil tako socialen do njega, bi vse skrbel zaprav pusto in šel. To se pravi, ta diagnostika se mi zdi ključnega pomena in tle bi morali, po mojem, največ narediti. Potem bioolja. Jaz sem prepričan, da bi se dalo čisto vse mašine poganjati z biooljem. Takrat so preprečili, naše ministrstvo je preprečilo zasaditev repice po Sloveniji, ker repica ne samo to, da je za bioolja potrebna, repica tudi počrpa vse strupene in slabe elemente iz zemlje. In je to izredna regeneracija zemlje. Zato jo tujci tako sadijo. Jo sadijo tudi, če jo ne uporabljajo. Pri nas so pa to preprečili in takrat mi smo napisali tudi eno knjigo o teh biooljih skupno z Hmeljarskim inštitutom, kjer smo pravzaprav pokazali, koliko tega bi se dalo v Sloveniji pridelati in bi pravzaprav ves biobencin in bioolja na naši domači repici lahko naredili. Biogoriva, isto. Teoretično razumevanje načinov mazanja, to obstojajo te enačbe, ki so, bi rekel, danes malo zastarele, vendar z novimi pristopi, računalniškimi, se da to bistveno bolj globoko pride do spoznanja, kaj se v bistvu res dogaja. Razumevanje trenja in obrave in mazanja v vakuumu, to je zelo pomembna dela. Razumevanje delovanja človeških sklepov in obvladovanja umetnih sklepov. Recimo v mojem centru, ker smo mi delali na Botevrju, smo najboljše posle delali, ko smo posnemali profil za kolke in to za pse. Da noter nisem to je bil najboljši biznis. Smo delali tudi za človeške kolke, ampak za pse so bili bolje plačani. Ker zgleda, da za ljubljenčka ni omejitev denarja. Za človeka bolj skrbimo, da kaj grozimo. No to in pa seveda redukcija CO2-ja in ogljikovodikov v naravi. To je pravzaprav cilj, ki nam trenje, če bi ga zmanjšali, pa ne bi spuščali vse preko auspuhov ven, se ga da dosti zmanjšati. To bi bilo z moje strani vse. Hvala za pozornost.